Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V četrtek je generalni direktor Gen Energije Dejan Paravan na novinarski konferenci v Ljubljani predstavil rezultate poslovanja za leto 2023 in načrte za prihodnost. Kot je izpostavil, so kljub rekordnem pretoku reke Save, ko so bile hidroelektrarne na spodnji Savi izključene oziroma so delovale na zmanjšani moči, pa tudi 43-dnevnem remontu nuklearne elektrarne Krško poslovali pozitivno. Paravan je povedal tudi, da si v skupini Gen kot investitorju v projektu JEK2 želijo čim hitrejšega referenduma. Leto 2023 so zaznamovali številni izzivi, ki so bili povezani tako z energetsko krizo, kot s poplavami, pa višjo hidrologijo in z nenapovedanim izpadom remonta NEK. Mi smo si prizadevali čim bolj ublažiti porast cen za odjemalce. Prek uredbe o regulaciji cen smo prispevali skoraj 200 milijonov za blažitev cen pri gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcih. Hkrati smo pa beležili tudi zelo dobro hidrološke podatke in posledično potem tudi zaradi teh visokih tržnih cen beležimo zelo dober poslovni rezultat v lanskem letu. Za leto 2024 pričakujemo umirjanje razmer na trgu. Hkrati so pred nami, se bomo usmerili v investicije, tako v investicije obnovljive vire in prožnost in seveda, izjemno pomembno, v investicije v jedrske tehnologije, kjer seveda JEK2 predstavlja, je naš glavni paradni konj oziroma glavni projekt. Tukaj pač pričakujemo, da bomo do sredine leta izvedli študijo priključitve na omrežje. Dokončali bomo študijo glede seizmike na lokaciji in tudi predstavili revidiranje strani domače in tuje strokovne javnosti rezultate. Junija pa pričakujemo, da bomo vložili vlogo za DPN in pričeli s postopkom umeščanja v prostor. Vzporedno s tem potekajo intenzivni pogovori z vsemi tremi potencialnimi dobavitelji in pripravljamo se tudi pač na ta selekcijski postopek dobaviteljev. Mi merimo že 12 let javno mnenje, to je v zadnjih 3 letih v porastu zaradi evidentnih razlogov, tako da zaradi tega je trenutno večina Slovencev naklonjena jedrski energiji, pa tudi projektu JEK2, tako da v primeru referenduma se jaz ne tega bojim, daleč od tega. V primeru negativnega izida referenduma, za katerega jaz mislim, da je zelo malo verjetnosti, bi to pomenilo, da naša strategija naše družbe ni ustrezna. To pomeni popolnoma oziroma temeljito revidiranje te strategije in zastaviti naš strateški načrt na novo. Tako da absolutno se s tem trenutno ne ukvarjamo, mi smo našo strategijo lani prenovili, smo jo začrtali, temelji na obnovljivih virih in jedrski energiji in gremo po njej naprej. Župani občin Posavske in Zasavske regije so se v četrtek zbrali na 4. regijskem srečanju občin v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Srečanje je gostil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Razpravljali so o razvojnih izzivih regije, anomalijah sistema financiranja občin, pomanjkanju gradbenih parcel in državnih investicij v stanovanjski fond. Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Vladimir Prebilič, je predstavil njihovo delovanje v letu 2023 in vključevanje občin članic v aktivnosti organizacije v letu 2024. Pa poglejmo izjavo sevniškega župana ob zaključku srečanja. Občina Sevnica je gostiteljica regijskega srečanja v okviru Skupnosti občin Slovenije. Sodelovanje občin v okviru Skupnosti občin Slovenije je izredno pomembno, kajti občine imamo podobne težave na področju financiranja občin, na področju nekako sodelovanja z državo, na državnih projektih, pa tudi v odpravljanju posledic naravnih nesreč oziroma priprave in povečanje odpornosti na klimatske spremembe in na naravne nesreče, ki se pojavljajo v vseh okoljih občasno. Tudi v Posavju in Zasavju so take nesreče v preteklem letu bile. Sicer v manjšem obsegu, v manjšem deležu, pa vendar se vsakoletno pojavljajo. In to sodelovanje v okviru Skupnosti občin nam daje nekako
pristop poenotenega pristopa do države, podobnega reševanja teh težav, ki jih imamo v razmerju do države in enotnih nastopov. Tako kot je bilo izpostavljeno, občine imamo pripravljene projekte, ki dvigujejo odpornost na te naravne nesreče, in če v tem času ne bo v ostalih občinah izvajanih projektov z področja poplavnih varnosti, kjer imamo pripravljeno dokumentacijo, tvegamo, da se tudi na tem območju lahko dogodijo podobne nesreče oziroma utrpimo večje škode. Tudi financiranje občin je zelo pomembna skupna tema, kajti občine izvajamo podobne naloge za naše občane, hkrati pa prevzemamo vse več nalog tudi države pri projektiranju in pripravi projektov, ki so razvojnega pomena. To so projekti z področja državne cestne infrastrukture, z področja urejanja vodotokov in še nekatere druge ključne projekte, ki so pomembni in za njih kot občine ne pridobivamo sredstev, kar je izredno naporno za naše proračune, in tudi za ta del želimo pridobiti sredstva, da bomo te cilje lažje dosegali, kajti izpostavljeno je bilo, da se Slovenija pospešeno centralizira, in ta pospešena centralizacija ni samo demografska, upravna, je tudi fiskalna, in se sredstva vse bolj prenašajo v smeri osrednje slovenske regije, kjer se vršijo tudi vse državne funkcije, in zato je pomembna ta prenos nalog iz države, iz ministrstev na občine. Hkrati pa je nujno, da temu sledijo tudi sredstva, da lahko občine te projekte načrtujemo in razvijamo svoje okolje. Osnovna šola Globoko odpira nove poti v izobraževanju otrok z avtizmom. Ponuja edini izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim standardom za otroke z avtističnimi motnjami v regiji Posavje. Dan odprtih vrat je staršem ponudil možnost vpogleda v delo inkluzivnega oddelka in ogleda učilnice, prilagojene za delo z otroci z diagnosticirano motnjo avtističnega spektra. Obiskovalci, strokovnjaki z pedagoškega in strokovnega oddelka, kot tudi starši, ki razmišljajo o vpisu svojih otrok v inkluzivni oddelek na osnovni šoli Globoko, so iz prve roke od učiteljev in strokovnih delavcev izvedeli o delovanju šole in njenem edinstvenem pristopu k izobraževanju. Predstavili so, kako šola uporablja prilagojene metode in kurikulum za spodbujanje učenja in razvoja otrok z avtističnim spektrom. Inkluzivni oddelek za učence z avtistično motnjo deluje na naši osnovni šoli od leta 2020. Tako da torej letos se zaključuje 4. leto. Vključeni so 3 učenci, ki letos zaključujejo. Eden izmed učencev se bo vključil v redni oddelek, 2 pa torej bosta šla na prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. V bistvu inkluzivnih oddelkov je, da traja torej 3 do 4 leta, v tem času torej mi krepimo področja, ki so pri učencih z avtistično motnjo šibkejša, torej socialne interakcije, komunikacijske veščine. To poskušamo nadoknaditi v tem času in nato se učenci, torej, ko to osvojijo oziroma v določenem obsegu osvojijo, se potem lahko vključijo torej v redni oddelek. Ti učenci, ki jih imamo zdaj, zaključujejo letos, tako da z novim letom, torej 2024-2025, bomo vpisovali nove učence v 1., 2. ali 3. razred. Inkluzivni oddelek torej opažamo, da dobro vpliva na učence. Prva stvar je to, da imajo torej učenci možnost, da se izobražujejo v domačem kraju. Razen našega oddelka, torej mi smo edini oddelek v Posavju, se lahko učenci z avtistično motnjo izobražujejo samo v Ljubljani, Mariboru ali Portorožu. Kar pomeni, da morajo učenci stari 6 let, torej zelo daleč od doma, če želijo se izobraževati v programu, ki je primeren za njih. Tukaj ostajajo torej doma, z družino, z vrstniki. Prav tako, torej, kot sem že prej omenila, v inkluzivnem oddelku imajo 2 dodatna predmeta, kot so komunikacijske veščine in socialne veščine, s pomočjo katerih poskušajo skompenzirati primanjkljaje na teh področjih. In pa nenazadnje ima ta oddelek tudi vpliv na našo celo šolo, okolico, saj opažamo, torej, oziroma veliko se pogovarjamo o drugačnosti, delamo na strpnosti in je torej zelo dobrodošlo torej na splošno tudi za našo šolo. Predmeti smo razdeljene, vsaka pač pokriva svoje področje. Kot pa kolegica že rekla, dodatni predmet so komunikacijske veščine, socialne veščine, zato pa imamo socialno pedagoginjo, ki je posebej specializirana za to področje, da lahko
pokriva. To je najbolj pomembno, da je otrok ima neko opcijo navadne vključitve, bom rekel, kasneje v šolski sistem. Direktno vključitev v prvi razred navadne osnovne šole je bila pretežka, tako da mislim, da se bomo odločili za to zadevo, čeprav bo potrebno nekaj odrekanja, ampak menimo, da je vredno. Ta opcija inkluzivne šole nam predstavlja eno upanje, eno priložnost za boljšo možnost izobraževanja. Menimo, da za našega sina Martina pač navadna šola ni najbolj primerna. Ta opcija tukaj je idealna, vendar za nas mogoče lokacijsko malo odmakne, saj smo iz Novega mesta. Menim, da v Sloveniji ni dovolj teh šol in ta enota tukaj je odlična, en izmed možnosti, ki bi bile primerne tudi za ostale kraje. Zdaj mislim, da so samo 4 v Sloveniji. Menim, da bi bilo tega potrebno veliko več, saj otrok s posebnimi potrebami, avtistov konkretno je vsako leto več, tako da nam ta opcija se mi zdi, da nam bo najbolj ustrezala in menimo, da se bomo odločili za to. Pri nas je dejansko vse prilagojeno. Smo pravzaprav oddelek, kjer imamo enakovreden izobrazbeni standard, vendar so prilagojene metode, oblike dela. To pomeni, da otrokom dejansko prilagajamo pouk in dejavnosti glede na njihove specifike, glede na njihove specifične potrebe, individualiziramo, diferenciramo vse, kar dejansko je za njih potrebno. Uporabljamo tudi precej didaktičnih pripomočkov, ki so prilagojeni torej otrokom z motnjo avtističnega spektra. Ravno tako se veliko posvečamo gibalnim dejavnostim, ki otrokom prinašajo veliko pozitivnega, tako da pravzaprav pouk poteka tako, da sledimo njihovim potrebam, njihovim trenutnemu počutju. Mi dva žena še razmišljamo, kako mama prvošolčka, ki bi ga v naslednjem šolskem letu, se pravi 23-24, upisala v prvi razred. Odločamo se med opcijo, se pravi šole z oddelkom, tako kot je za prilagojeni program, kot je ta za avtizem, ali za redni program z spremljevalcem. Ampak vse zadeve so zaenkrat še v povoju, tako da še ne vemo točno kako pa kaj. Na podlagi tega, da prvo bomo same dva razmislili, drugo pa zelo veliko mnenje šteje, ker naš otrok je že bil v razvojnem oddelku vrtca in ga tam, bom rekel, zelo dobro poznajo te delovni terapevti. Imamo ga tudi v razvojnem ambulanti v Krškem, tudi njih bomo vprašali in dejansko cel tim da neke nasvete in smernice in na podlagi tega lahko prideš do nekih zaključkov lažje, kot če bi same kot starša razmišljali. No. Tako da bomo se tudi malo oslonili na strokovnost ljudi, ki z njim delajo. To je naš drugi otrok, že ta prvi ga imamo v 9. razredu, je tudi jemu isti postopek. Tako da midva smo s tem drugim že v bistvu upeljana, že vemo, kakšni so procesi, kako zadeve grejo. Prvi, hvala Bogu, hod v reden program, brez spremljevalca, sicer z usmerjanjem, kar pomeni, da 2-krat na teden ima možnost, oziroma jo tudi izkoriščamo, da, bom rekel, izven rednega programa se pač, bom rekel, mu nudijo to pomoč, ne. In tukaj je pač nama, bom rekel, zadovoljivo. Zdaj, drugi imamo malo hujšo obliko tega. Zaenkrat furamo z temi specialnimi pedagogi, z, bom rekel, delovno terapijo, ko jo nam jo nudijo. Tako da bi rekel, za nekaj hudega pomankanja ni, vse pa vedno iščeš, ker tukaj ni en primer enak drugemu in vedno plavaš in probaš iskati najboljše opcije. Tukaj gre za program, ki ima enakovredni izobrazbeni standard, ki je v bistvu specializiran za otroke z določenimi potrebami. Tako da kot takega ne moremo primerjati, ker pri nas gre pa v bistvu za nižji izobrazbeni standard. Pod črto povedano, mi imamo prilagoditve in metod in kurikula in standardov. Tle pa tega nimajo, pa samo prilagoditve metod. Se pravi, oni dejansko lahko pristopijo individualizirano k otroku, se pravi, ta otrok ima dodatno strokovno pomoč cel dan, ampak nima pa v bistvu prilagoditve učnega standarda. To je do neke mere boljše, zaradi tega, ker mogoče daš staršem malo več časa, da vidijo, kaj otrok zmore in kako otrok zmore. Gre za to, da če bi ga rigidno usmerili v nižji izobrazbeni standard, iz tega standarda več v redno šolanje ne more preideti.
Medtem ko v tem oddelku, ko je pač enakovredni izobrazbeni standard, pa ko ga zaključi, se pravi v tem primeru po 3. letu oziroma 4., pa imajo vse te 3 opcije odprte. In mislim, da je to za starše dosti bolj enostavno, ker jim še zmeraj prepusti nekaj časa, da vidijo otroka, spoznajo otroka, predvidijo njegove potenciale in konec koncev tudi vidijo, kako otrok funkcionira v nekem okolju, ki ni nujno vrtec. V organizaciji Teniške akademije Gospod Ficko so se v soboto na Otočcu zbrali člani in članice 5 tenis klubov iz 3 regij. Namen srečanja je bilo druženje mladih igralcev in igralk skupaj s trenerji in starši, ter kot je povedal gostitelj dogodka Gregor Ficko, krepitev sodelovanja tako med igralci kot tudi med klubi. Prisotni so bili igralci iz Sevnice, Ribnice, Trebnjega, Črnomlja in Bizeljskega. Današnji dogodek je prvi takšen. Jaz mislim, da je to povezovanje zelo, zelo pomembno, ker lahko igralci, igralke, starši in pa trenerji pridemo na dost bližnjem območju do dobrih konkurenčnih treningov in s tem v bistvu omogočimo hitrejši razvoj. Vemo, da je Slovenija majhna država, ampak ta majhnost je lahko tudi velika prednost, če bomo v bistvu se sposobni povezovati in pa če bomo tudi deležni mogoče kakšne pomoči od zunaj. Tako da zdaj danes smo zraven trenerjev, naših igralcev, staršev, smo tudi povabili našega, bom rekel, pokrovitelja teniške opreme. Današnji dogodek smo pokrovitelj, podpiramo Teniško akademijo Ficko, z njim sodelujemo tudi z igralko Janevo, ki jo bomo podprli na njeni teniški poti. Hkrati sem pa tudi svojega sina pripeljal na tale dogodek, da izmenja znanje z drugimi teniškimi trenerji. Zdaj, na današnjem dogodku smo zbrani iz 5 različnih teniških šol, ki delujejo pod našim okriljem. To so Sevnica, Ribnica, Trebnje, Črnomelj in pa Bizeljsko, se pravi v 3 slovenskih regijah. Namen današnjega dogodka je pa zbrati mlade igralce in igralke, trenerje in pa starše, da jih med seboj povezujemo, saj je za mlade igralce in igralke zelo pomembno, da igrajo in trenirajo tudi tistimi iz drugih klubov, da niso ves čas vključeni samo znotraj svojih okvirjev, saj to predstavlja eno raznolikost in pa tudi pozitivno konkurenčnost v regiji. Seveda si pa želimo, da se po tem modelu tudi priključi še kdo izven našega kluba. 14 let, treniram tenis že 10 let in moji največji dosežki so državna prvakinja zimska in poletna. Osvojila sem tudi Masters do 14 let, pa tudi tenis Evrope, kategorija do 14 let. Parkrat se tako dogovorimo in pridemo tisti, ki smo bolj v tekmovalnosti usmerjeni in najprej se tako ogrejemo po sredini, servis in tako naprej, potem odigramo točke, razne situacije v točki, ki so lahko v tekmovanju in to je to, imamo se lepo, odigramo par setov, fajn je. Fredno se, da se imaš fajn. Treniram okrog 6-7 let, da zmaga državno, da 12 to leto. Probo. Konkurenca je močna, ja. Odvisno, kater si, pa tudi igra je drugačna pri vsakem, zato, ja, rekel bi, močna. Tudi pri različnih nasprotnikih, ja, drugače si igrajo tudi, drugačno igro imajo, stil igre. Nekateri imajo boljši servis pa to. Vsi skupaj smo iz iste države pa vse to, zato igral sem tudi, treniral sem v tem klubu prej, zato nekih tudi poznam iz prej. Ja. Tekmujemo tudi s starejšimi. Jaz zdaj tekmujem do 16 let, se pravi lahko tekmujem z 14-letnimi, 15, 16, igram pa tudi ITF Juniors, kar pa lahko pride do 18 let. Danes so prisotne starostne skupine od najmlajših, se pravi mini tenisa, midi tenisa,
tenisa z zeleno žogo in pa potem U12, U14, U16. Torej recimo tam od 5., 6. leta pa vse skupaj do 16. leta. Prodajamo vso opremo, badminton, tenis za znamke Yonex, od obutve, oblačil, teniških loparjev, tako da to je vrhunska teniška badminton oprema Yonex. O tej opremi mi ni treba razlagati, ker že samo ime je v svetu številka 1. No. Glede upisa v same teniške šole smo recimo, če zdaj govorim za to regijo Posavsko-Dolenjsko, zelo dostopne cene so izpod slovenskega, bom rekel, povprečja. Seveda se nočemo primerjati z Ljubljano, ki je čist drugi, bom rekel, ekonomski položaj ima. Tako da recimo v tej regiji je tenis res dostopen vsakomu. Klubi, tudi drugi, vidim, da se trudijo, da to niso stroški preveliki za naš ekonomski položaj. Je pa potrebno vedeti, da recimo v tenisu so stroški avtomatsko višji zaradi tega, ker po zimi plačujemo višje obratovalne stroške v dvoranah in balonih in pa tudi konec koncev so manjše skupine otrok na igrišču, kar pa ima tudi svoje prednosti, saj so otroci in igralci deležni, bom rekel, večje individualne pozornosti trenerja in se lahko tudi vsakemu posamezniku posvetimo veliko bolj, kot pa recimo v velikih skupinah. Regijski razvoj je osnova za razvoj same teniške kariere vsakega športnika in pa tudi Slovenije in sveta. Če mi na regiji delamo, potem lahko tudi otrok pride do nekšnega odmevnega rezultata, pa tudi nekdo ga lahko vidi pa prevzeme njegovo teniško kariero. V tokratni predstavitvi članov letalske policijske enote bomo spoznali Jožeta Zorka. Njegova vloga je dvojna. Ko je na tleh, dela v hangarju, kjer opravlja redne servise in preglede. Druga vloga pa je v zrakoplovu, ko pomaga posadki. V bistvu sem tretji član posadke in opravljam operativne naloge. Sem podaljšana roka pilotov, pa je sam opisal svoje delo. Več v prispevku. Jože Zorko, živjo, ste tehnik letalec. Tako. Zdaj, večina si recimo, da zna predstavljati, kaj v helikopterju počnejo piloti pa kopiloti. Kaj pa je naloga tehnika letalca? To je pa zanimivo vprašanje. Tehnik letalec ima v bistvu dvojno funkcijo. Eno je, ko je na tleh, pa dela v hangarju, druga funkcija je pa, ko je v zrakoplovu in pomaga posadki. In je v bistvu kot tretji član posadke in opravlja naloge operativne kot take. In je podaljšana roka pilotov. Kakšne so te operativne naloge? Naprimer, ena takih nalog je navajanje na mesto dotika, oziroma tam, kjer pobiraš poškodovanega, ti pilot preda, se reče tvoja tarča, ti potem odpreš vrata med letom in ga navajaš na točno določeno mesto, zato da je na primerni oddaljenosti od vitle, oziroma da ti lahko vitlo spustiš, oziroma če je potrebno, da zrakoplov pristane, da ti pogledaš teren pod sabo, da ni nekakšnih ovir, dokler včasih gremo res zelo blizu kakšne stene ali pa kakšne dreves in podobnih stvari, tako da ne pride do kakšnih poškodb zrakoplova oziroma da je vse varno. Kaj pa v hangarju, kaj pa so tukaj vaše naloge? V hangarju pa opravljamo redne servise, helikopterji se vzdržujejo časovno, pa glede na leta, to so dve take stvari. Upravljajo se pa vsi pregledi znotraj hiše, od najmanjšega do največjega, od recimo menjave olja do zamenjave pogonskih sklopov, menjalnikov, glave in podobnih stvari. In koliko časa ste že del letalske policijske enote?
Jaz sem del letalske policijske enote zdaj 2 leti, predtem sem bil pa skoraj 12 let na letalih. Na letalih? Ja. Kaj to pomeni? Ja, jaz sem v bistvu pač naredil za strojnega inženirja šolo, pač za pilota. Takrat je bilo malo krize, pa nisem dobil službe, potem sem se preusmeril pa pač v mehanika oziroma pač inženirja, ker v letalstvu so pač stvari zelo določene in pač potrebujejo tudi ta kader. Tako da potem sem začel tukaj na letalih, iz letal me pa pač želja po zdanju pač privedla še do letalske. Pač je le, poleg mehanike klasične je še dodaten spekter pač operativa in me pač potegnilo noter posrkali. Pa ste že od nekdaj vedel, da pač želite iti v te vode oziroma v ta zrak? Ja, v bistvu pač to je že želja od vrtca ali pa še mogoče malo prej, pač ko se pozna, da je v okolju pač crklje in pač letala in da te pač potegnejo noter in od kdaj, ja, kaj boš pa ti, ko boš velik? Ja, jaz bom pa pilot. Pilot. In tukaj smo. In tukaj smo, ja. V teh 2 letih ste verjetno kar nekajkrat šli v zrak. Kakšni so občutki ali pa kaj je tisto, po čemer si boste zapomnili to 2-letno obdobje? Po veliko šolanja, kljub temu, da sem imel prej že skoraj 10 let izkušenj, pa pač bil sem pilot, ampak je tukaj čist druga dimenzija, čist neke nove stvari, pač, ki se jih moraš naučiti, pač specifike, ki so pač čist določene za te naloge, ki jih upravljamo. In ni pač, da bi rekel, zdaj sem se pa že to pač znam pa naučil, ni, pač se moraš znova biti pripravljen tako. In kolikokrat ste šli recimo v teh 2 letih že na akcijo oziroma kolikokrat ste že leteli s helikopterjem? Bi znali oceniti tako približno številko? V bistvu tako, akcij recimo tako, 21, predtem je bilo pa približno 200 izhodov s helikopterjem, da si pač rato operativen. Dokler ti se moraš pač prvo izšolati, potem pa lahko, da greš zraven, zato da nisi v breme, ampak da lahko dejansko nekaj narediš oziroma pomagaš. Torej 200 izhodov za potrebe izobraževanja? Tako, potem pa pač lahko pač nadaljuješ pač po stopnjah, pač po zahtevnosti. Imaš določene naloge, ki so pač lažje, pač to se gleda glede pač v kakšnem prostoru delaš, pač koliko je omejitev, potem pa pač z leti, ko dobiš izkušnje, se pa te prostor manjša, pa izkušnje večje, da znaš pravilno oceniti, da naprimer, upozoriš pilota, tlej tamle so žice, tamle je stena, drevo, da predvidiš že vnaprej, bolj suho drevo, ne smemo iti preblizu, pa podobne stvari. In kateri so recimo tisti najbolj zahtevni tereni? Gorski, pač gore imajo pač svojo specifiko, pač imaš veter, imaš turbulenco, pač rotorje, ki pridejo izza hriba in to pač doda svoj. Pa ponovadi ni ravnega terena, kljub temu, da lahko helikopter zalebdi, pa da imamo skoraj 80 metrov zajle, včasih še to ni dovolj, pač, da bi neko nalogo opravili. Potem je pa še tukaj pač vreme, dodaten dejavnik, ki zmanjšuje vidljivost. No, poleg gora ste pa letos bili zelo aktivni tudi pri reševanju oziroma pri pomoči med poplavami. Tako. Kaj ste si pa vi od takrat morda najbolj vzeli k srcu ali pa kaj vas je najbolj pretreslo, presenetilo? Da se je voda pojavila tudi na relativni ravnini. Pač, tlele Mengeš je zelo, pač zjutraj še ni bilo nič posebnega, 2 oziroma 3 ure kasneje je pa že poplavljali in pač, ko smo šli na reševanje, da sred ravnine v bistvu rešuješ ljudi z strehe, z hiš v bistvu, zato ker imajo poplavljeno vse in ni možnosti pač dostopa z čolnom, ne drugače kot s helikopterjem, da jim pomagaš. In takrat še dobro, da smo vas imeli. Tako, ja. Tako. Kaj pa zdaj morda, če se samo preseliva z mislimi v helikopter? Ja? Kako recimo poteka ali pa kaj vse je potrebno preveriti pred vzletom? Pred vzletom si ponovadi tehnik letalec je zunaj, spremlja pač helikopter zunaj,
in ima vizualno komunikacijo znakovno z pilotom. Pilot ne vidi svojega repa in rep je najbolj občutljiv pri helikopterju. In naprimer, ko pride do štarta, se začne vrteti repni rotor. Ta je pa zelo nevaren, če bi naprimer kjer iz okolice prišel bližje, ker ga lahko poškoduje ali pa v bistvu te ubije. To je en najnevarnejših. In to se predvsem gleda, pa da ne bi kakšnega tujka potegnilo v osisnike motorja. Takrat smo najbolj ravnivi, ko smo na tleh, in ko se pride do štarta, do sekvence štartanja, ko se vzpostavijo sistemi, se doda moč, preverijo se tudi hidravlične sistemi na zrakoplovu, se preverijo pozicije in to je to v bistvu. In potem še preveriš zunaj zrakoplova, če vse je na svojem mestu, vse je zaprto, in prisedeš noter, pa sporočiš, da lahko odletiš. Potem se pa tukaj začne nadaljno, da preveriš, naprimer, če imaš potnike v kabini, da so vsi prevezani, da so na svojem mestu, dokler zrakoplov je zelo pomembno, ki je center težišča za varno letenje. In kaj pa je recimo neka tista obvezna oprema helikopterja, tako kot imamo recimo v avtu prvo pomoč, recimo, kaj pa je v helikopterju tisto, kar nikoli ne sme manjkati? Gorivo. Drugače dokaj podobno, kot v avtu, imamo tudi tukaj del, odvisno od naloge, na katero smo namenjeni, imamo že sestavljene kite in to mora biti na zrakoplovu. Naprimer, če gremo v gore, so to za potrebe gora, reševanja v gorah. Potem, naprimer, za medicinske prevoze so medicinske stvari oziroma podnožja, da se to da se lahko izmenja. Ali pa za promet je pa za prometne stvari oziroma za nadzor. In to opremo potem prilagajate glede na nalogo. Ponovadi imamo določeno helikopterje, kjeri so za reševanje, kjeri so transportni, drugi pa za promet ali pa kriminal, podobne stvari so pa drugi določeni. Naprimer, pri zadnjih poplavah je bilo tako, da tudi ko niso bili za to določeni, smo jih pripravili in v vmesnem času, naprimer med reševanjem, smo imeli eno manjšo okvaro, naprimer prišel zrakoplov nazaj, mi smo v tem času že imeli drugega pripravljenega, tako da smo bili v bistvu skozi z 3 zrakoplovi zunaj, plus tega, da po letenju, naprimer po noč, oziroma še delno po noč smo delali, smo tudi v nočnem času smo pripravili helikopterje za naslednji dan, zamenjali vse stvari, ki so potrebne. Dokler, naprimer, zrakoplov ima določene omejitve in če ti uporabljaš, moraš naprimer menjati olje, preveriti, ali je še zmeraj uporabno. Naprimer, uporabljali smo dosti vitlo, in vitlo, naprimer, če jo vlečeš po kakšni drugi kovini, ker mi smo navajeni reševanja iz gora, iz stene, in se mi v bistvu skoraj ne dotikamo. Tukaj smo imeli pa problem, da je bilo reševanje pod strehom oziroma iz dvorišča, in so po žlebih malo vlekle zajle, in tako da smo tudi v nočnem času zamenjali zajlo, da smo bili pripravljeni zjutraj na novo reševanje. Torej ste zelo fleksibilni in vedno pripravljeni na vse možne situacije. Tako, zato se urimo, da smo pripravljeni, ko nas nucajo. Morda samo še zaključno vprašanje. Če bi lahko s helikopterjem zdajle poleteli nekam, kam bi šli? Ja, pri meni je tako, malo sem doma v gorah, malo pa na ravnini, tako da zmeram na domači konc je zmeraj najljubše. Torej letimo proti Posavju. Tako. Ok, najlepša hvala. Tudi vam, hvala. To je vse, kar smo vam pripravili tokrat. Sledimo dogodkom in se gledamo ponovno prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.